Dober večer in dobrodošli na drugi skupni prireditvi naše knjižnice in Planinskega društva Brežice. Festival Bratje Gore pomeni praznovanje alpske kulturne dediščine v sklopu Mednarodnega dneva gora, ki ga obeležujemo 11. decembra. Osnovna ideja je spodbuditi dogodke, posvečene branju moderne alpske literature, praznovanju kulturne raznolikosti in podobnosti med ljudmi alpskega sveta ter tako povezovati gore in umetnost. Hkrati želimo poudariti skupno odgovornost in strategijo za sožitje med varovanjem narave in gospodarjenjem z njenimi viri, kar opredeljuje Alpska konvencija. To je prva mednarodna pogodba na svetu, ki zadeva gorsko območje. V Avstriji, Franciji, Italiji, Lihtenštajnu, Nemčiji, Monaku, Švici in Sloveniji v času okoli omenjenega dneva gora organiziramo dogodke v različnih povezavah. Na primer knjižnice, planinska društva, šole in druge zainteresirane organizacije ter skupine. Ob tem kaže poudariti, da sta v tem letu Knjižnica Brežice in Planinsko društvo Brežice že sodelovala. Spomladi smo se namreč podali po Kosovelovi poti, kjer sta se najbolje prepletli prav planinska in literarna kultura. Tokrat pa se bomo z gorniškimi zapisi domačega avtorja podali visoko med oblake in se v živi besedi z domačim alpinistom dvignili v skalnate strmine. Za začetek naj nas glasbena kultura uvede v večer, posvečen razkošju gora. Želel sem izpovedati svoja doživetja, opisati trenutke, ko sem stal na vrhovih, opozoriti na lepote gorskega sveta. Morda bo kdo v teh vrsticah našel vsaj delček tistega, kar mu ni bilo dano neposredno doživeti. Tako je zapisal Ivan Tomše v uvodu v svoja potepanja po gorah. Ivana Tomšeta bolj kot ne dobro poznate planinci srednje generacije plus. Morda celo veste, da je v mladosti okusil kmečko delo pri stricu Ludviku na Skupicah, brcal žogo po vaški gmajni, se v gimnazijskih letih srečal z rokometom. Dokler se mu ni, učitelju fizike in tehničnega pouka na osnovni šoli Brežice, zgodil Mario. To je bil tisti znameniti Mario Grgičevič, dalmatinec iz Jelse na Hvaru in najbolj zagret ribolazec. Z njim in brežiškimi osnovnošolci je Ivan prehodil številne planinske poti, si kasneje pridobil licenco vodnika Planinske zveze Slovenije in potem
za domačimi gorskimi očaki odkrival drugega za drugim vrhove evropskih Alp. Großglockner, Hochalmšpice, Marmolada, Mont Blanc, Mönch, Jungfrau, Groß-Venediger, da ne naštevamo dalje. In ko je obredel že skoraj vse, kar se je namenil, je sklenil popisati svoja gorska doživetja. In katera gora si zasluži prvo mesto, kajpak Triglav. Odhleval do pastirskega stanu, ki je nekako na polovici poti do Kredarice, smo prispeli v slabih 3 urah. Pot je bila dobro uhojena in sneg pomrznjen, kar je omogočilo relativno miren in hiter korak. Le jutranji mraz v krnici je bil strupen. Zato smo komaj čakali, da se bo dopoldansko sonce toliko dvignilo, da nam bo podarilo nekaj toplote. Že naslednje jutro je razočaranje napolnilo jedilnico na Kredarici. Vremenska motnja, ki se je pojavila šele proti jutru, je povzročila rahlo oblačnost. Pihal je močan veter, ki je dosegel v sunkih 70 do 90 km/h in je na grebenih pobiral sneg ter ga vrtinčil v majhne oblačke. Na grebenu malega Triglava pa zopet sneg. Še sreča, da so bile nekatere jeklenice zunaj in smo si z njimi pomagali do Ljaževega stolpa. Težko je bilo, a zavest o tem, da stojimo na vrhu v letu, ko naše društvo praznuje 50. obletnico obstoja, je napolnila naše duše z izjemno lepimi občutki. V domu na Kredarici smo nato drug drugemu čestitali in nazdravili. Bili smo veseli in napolnjeni z neko toplino, ki človeka obda, ko doseže cilj. Mraz in druge težave bodo hitro pozabljene. Ostal pa bo spomin na zimski vzpon, ko je peterica planincev, Olga in Franci Kržan, Anica Romih, Janko Medvešček in Ivan Tomše stala na vrhu naše najvišje gore. Großglockner je s 3798 metri najvišji vrh Avstrije in kralj visokih tur. Prvič sem ga videl, ko je organizirala skupina sindikalistov občine Brežice izlet v Avstrijo in Cortina d'Ampezzo. Zatem sem bil pod goro še enkrat. Ne samo pod goro, tudi na ledenik sem se podal. Takrat, če nisem poznal hoje z derezami, nisem vedel, kako se ravna s cepinom in tudi varovanje z vrvjo mi je bilo še tuje. Marsičesa še nisem vedel. Toda ta gora me je vse bolj privlačila in zanimala. Prepričan sem bil, da bom enkrat stal na njenem temenu, saj je čustveno Slovencem tako blizu, ker so tod okoli včasih živeli karantanci. Čez mnogo let, ko sem že spoznal marsikaj o hoji na visoke gore, sem se odločil. Pridružila se mi je trojica izkušenih brežiških planincev, Tone Hribar, Tine Vipolšek in Davor Lipej. Bilo je to v posebnem letu 1991. Na pot smo odšli okoli 5 zjutraj. Najprej smo se samo rahlo vzpenjali do temnega kopnega grebena, nato je sledil dokaj zahteven spust na ledenik Krnic Kes. Ko smo prišli na vrh malega Glocknerja, nas je pričakal najzahtevnejši del poti. Strm spust v škrbino in nato po ozkem, zelo izpostavljenem grebenčku, ki je bil videti kot nekak ozek mostiček, kakšne 4 ali 5 metrov dolg in širok nekaj več kot podplat planinskega čevlja. Vse težave smo dokaj hitro zmogli. Zagrizli smo v steno in kmalu zagledali velik križ, ki označuje vrh Großglocknerja. Spust je bil še bolj zahteven kot vzpon, saj sta utrujenost in redkejši zrak že pustila posledice. Do avtomobila smo se spuščali kar na počez in se drsali po ledeniku. Utrujenost je bila po 12 urah hoje in plezanja velika, toda odločeni smo bili, da moramo priti vsaj do Tamarja, kjer bomo prenočili, če ne bomo zmogli poti do doma, a smo se varno pripeljali v Brežice. Pisalo se je leto 1994.
Lep dober dan. Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaše svetovanje pri izbiri našega cilja. Radi bi namreč obiskali Mont Blanc. Kaj menite o naši ideji? Sem vprašal po telefonu Janeza Pretnarja, predsednika Komisije za mednarodno sodelovanje pri Planinski zvezi Slovenije. Mont Blanc je mogočna gora, dosegljiva za vzdržljive, dobro pripravljene planince, je odgovoril. Sredi avgusta naj bi bilo najugodnejše vreme za vzpon. Kondicijsko smo bili pripravljeni. Skrbelo nas je le, če bomo premagali težave, ki so posledica velikih višin. Težave s dihanjem, glavobol, slab apetit, bruhanje. Skozi Italijo smo po avtocestah kar drveli in pozno popoldne smo že bili na koncu doline Aosta. Tam je ceste konec in treba je zapeljati v 11,6 km dolg predor pod Mont Blancom. Takoj iz predora smo se po serpentinasti cesti spustili v Chamonix. Ozirali smo se proti naši gori in res smo zagledali nekaj velega. Misleč, da je to sam vrh Mont Blanca, smo se lotili reševanja novega problema. Kam postaviti šotore? Kateri kamp ni predrag, a je dovolj podoben za počitek po 13 urah vožnje. Nekaj primernega smo našli. Noč je bila lepa, mirna in jutro se je kopalo v soncu. Oprtali smo nahrbtnike in krenili na postajo žičnice, ki nas je popeljala 3842 metrov visoko. In kakšno je bilo nadaljevanje? Naj zbudimo vašo pozornost za morebitno branje Tomšetovih potepanj po gorah s temi besedami. Gora vedno čaka. Enkrat nam bo uspelo splezati na njo. In jim tudi je, ampak ne to leto. Jevševar, univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva, sinonim za orientacijsko dejavnost v širšem slovenskem prostoru, zmagovalec na številnih tekmovanjih doma in v tujini, planinec in alpinist, kritičen opazovalec življenja, ki zna svoje misli tudi odlično ubesediti, a v sebi noče govoriti. Povejte kaj raje o oblakih in vrhovih, ki se skrivajo v njih. Tam so naše sanje, pravi. To nas prisili, da se podamo na internetno stran in tam preberemo, da je svojo športno kariero začel visoko. Nato
se je samo še uspenjal. Bojan Jevševa, razkrite nam, kaj ste povezali v svežnje in arhivirali svoje dosedanje alpinistične dejavnosti. Beseda je vaša. 12 minut, kolikor mi je odmerjeno, je premalo za moje svežnje, so debeli. Lahko vam pa povem nekaj o sebi, in sicer kako sem spoznal Alpe. Začel bom zadnjem, takem zame bolj pomembnem podvigu, in to je bil smučanje z Bele gore. V pomladnem popoldnevu smo se 4 povzpeli do Koče Mole, naslednji dan do vrha in odsmučali v dolino. No, iskanje lepote je postalo temelj mojih aktivnosti že zelo zgodaj. Alpe so res nekaj posebnega, kažejo nam nešteto obrazov in vsak od teh obrazov je izjemno lep, tako rekoč popoln. Vsi ti obrazi so samo zame vidni trenutki neskončnosti. Isto Alpsko goro lahko obiščemo samo zaradi gole stene, zaradi ledenega slapu ali pa zato, da se sončimo, za lepšo barvo. Seveda pa Alpe niso samo šport in lepota, ampak zame tudi ljudje. V zelo zahtevnem okolju se značaj najhitreje razgali in pokaže se, kdo bo ostal naš prijatelj, kdo pa je samo znanec, s katerim se navežemo na vrhu samo enkrat v življenju. Ta fantič me je ustavil pri svojih 11 na cesti in povedal, da bi rad v hribe. Poudaril je, ne na mrzlico, v hribe. Pa sva šla. No, naš Ivan Tomše mi je dal dobro lekcijo iz orientacije. Ko smo v dežju priplezali na rob stene, Nuša je bila znana, sem bil res da najhitrejši orientacist v državi, ampak po nekaj metrih od stene nisem več gledal kam. Ta hribov od stare šole pa je pobrskal po nahrbtniku, našel busolo in stvar je bila rešena. Kakor čas mehča robove, tako mehča tudi spomine. Danes vsekakor lahko trdim, da mi je bilo v hribih vedno lepo, da v teh Alpah, kakorkoli jih že kdo doživlja, človek ne more biti drugačen kot srečen. Sem postal alpinist zato, ker sem se pri 11 letih na stalnem hribu nad vasjo zaplezal 3 metre visoko in skoraj zjokal pred prijatelji. Ali pa sem po zaslugi tega doživetja postal star alpinist. Prva modrost, ki sem jo pobral kot alpinistični tečajnik od takrat najbolj znanega celjskega alpinista Cirila Debeljaka je: ni težko postati dober alpinist, saj plezati zna vsaka opica. Umetnost je postati star alpinist. No, jaz pravim temu samo sreča. Življenje je tako kot vesolje, le niz naključij. Eno od mojih naključij je prvi izlet na Okrešelj, kamor nas je odpeljala učiteljica Magda Ježovnik za slovo od osnovne šole. Na tistem zadnjem osnovnošolskem izletu, junija, ko je v gorah vse cveti, sem doživel to, kar verniki imenujejo spoznanje. Okrešelj je postal gnezdo, v katerem sem valil svoje sanje. Tam sem se učil alpinizma, tam sem se zaljubil, ne, tam sem se zasvojil. Slečem, z vrbovolistnim primoškom, svišči, travami, preobjedan, kamnokreči, krhlikami, negnojem, z gamsi, apnencem,
oblaki, vsemi odtenki modrine. Pomladni veter je prekosil Vivaldijeve 4-letne čase. Poletna jutra so prekosila simfonijo v modrem. Zvrn jesenskega neba je zadušil Sansonov mrtvaški ples. Zimska tišina je pokrila Bachove fuge. Evo, toliko o mojih Alpah. Brali smo gore, gledali smo gore. In zdaj je čas, da nam nekaj misli ob današnjem dogodku povesta direktorica knjižnice Brežice, magistrica Teja Vempoč in podpredsednica Planinskega društva Brežice, gospa Danica Fuchs. Kako je preprost človek v naravi? Zatorej, v prostost kabinetni ljudje, da se zaveste svojih vetrov, zbiranja lahnega gozdnih vrhov, dobre sončne svetlobe nad nami. Živeti je smisel človeka. Tako se je zapisalo slovenskemu pesniku, kritiku in publicistu Srečku Kosovelu, po čigar poti, kakor je bilo danes že povedano, smo v začetku junija korake prepletli brežiški knjižničarji in planinci. Po kraških poteh sta nas takrat vodila Milena in Tone Jesenko. Danes ju žal ni z nami. Jima pa gre iskrena zahvala za ta čudovit poklon Alpam, ki smo ga pripravili. Veseli smo, da nas alpska kultura in literatura uradno povezujeta že drugič. Vabimo pa vas tudi med knjižne police, literarne, strokovne ali domoznanske, ker hranimo zakladnice tega sveta. Zahvaljujem se vsem sodelujočim in gostom ter zaključujem z besedami generalnega sekretarja Alpske konvencije Markusa Reitelerja. Festival Brati gore nam kaže, da so Alpe veliko več kot le čudovita pokrajina. So dom tisočerim vrstam in milijonom ljudi. Predstavljajo občutljivo življenjsko okolje, ki ga moramo obravnavati odgovorno, spoštovanjem in skrbjo. Nocoj je bilo že čisto vse povedano, da sem jaz pravzaprav ostala že čisto brez besed. Ne? O gorah, o Alpah, o ne vem čem še vse, ampak mogoče bi pa vendarle povedala še nekaj novega. Namreč tale konvencija o gorah ni nastala lani ali letos, ampak je v bistvu Generalna skupščina Združenih narodov predlagala leta 2003, da se 11. december posveti goram. In od takrat se v bistvu vsako leto nekje spominjajo ali pa se stvari dogajajo o gorah, namreč zdaj 2 leti imamo temo Brati gore, kjer se naj bi planinstvo povezalo s kulturo. Predtem so bile pa različne druge teme, kot je na primer gore ljudje, gore kmetijstvo, potem gore živali in pravzaprav naše društvo se je šele lansko leto vključilo v ta del, kjer se nam je zdelo zelo pomembno ravno ta povezava kulture in planinstva. Jaz bi mogoče za zaključek povedala naslednje svoje misli. Namreč letos je bila tema visoko med oblaki. Jaz bi raje rekla visoko brez oblakov. Namreč v hribih je izredno lepo, če ni oblakov. Namreč takrat so razgledi neskončni. Nebo je temno modro, čisto drugačne barve, kot je v dolini. In tista doživetja zjutraj, sončni vzhodi in tak naprej, je čist nekaj posebnega. Če želite to doživeti, seveda jaz vas vabim, da tisti, ki niste še naši člani, pa se nam pridružite.
Ob koncu seveda bi se zahvalila vsem sodelujočim nocoj na tej krasni prireditvi. Resnično, jaz osebno sem zelo uživala. Tako sem zopet, ne vem, v mislih potovala po tehle naših slovenskih Alpah, ki so res nekaj enkratnega. Zahvalila bi se glasbeni šoli, vsem nastopajočem, knjižnici, ki je omogočila tale prijeten večer. Torej, hvala lepa, pa pridružite se nam. Potrdili smo rek, da so Alpe tradicija, kultura, glasba in seveda tudi literatura. S tem pa večera še ni konec. Vabimo vas na ogled razstave knjig in planinske periodike ter druženje v pijači in prigrizku. Vino je podaril vinogradnik Roman Matjašič, podpornik planincev, ostale dobrote pa so pripravile gospe iz Društva kmetic Brežice. Na voljo za nakup je tudi še nekaj izvodov knjige Potepanja po gorah avtorja Ivana Tomšeta, z zgodbami katerega smo stkali današnje druženje. Avtorja seveda lahko tudi osebno še kaj povprašate, mi pa vam kličemo v pozdrav. Hvala.